Se mi zdi, da za današnji test nisem dovolj elegantno oblečen. Kaj ti misliš? V redu, no pol se pa ne pogovarjati z mano, ga bom vse naredil. Tebe sploh vprašal ne bom. Kdo pravi, da Japonci ne znajo narediti lepega avtomobila, da so vedno kot eni roboti brez ene same zaobljene linije? Če pogledam Lexus LC, se vse skupaj postavil na glavo, a ne? Res, tole je najlepši avto, ki sem ga vozil zadnje leto. Morda ni tako privlačen kot kakšen Aston Martin, ok, lepota je itak stvar debate, je pa zelo atraktiven. Poglede privlači bolj kot muhe, bolj kot dolari blondinke v ameriških filmih. Ne vem, če se ni včeraj en avto zaletel drugemu urit samo zato, ker je bulil tega. Ni pa samo izgled tisti, ki avto naredi avto. Jasno, vse, kar se skriva pod pločevino, vas zanima in spet imam samo en pomislek. Tale napis, ja, ima pa hudo kljuko. Vam takoj pokažem, zakaj. Ker je povezan s posebnim menjalnikom, ki združuje klasičnega in brezstopenjskega. Tehnološko je zelo napreden, mi pa še vedno ni všeč zaradi tega občasnega tuljenja. Mi je pa toliko bolj všeč sam zvok motorja, čeprav sem prepričan, da druga motorna alternativa, to je V8 pogonski stroj, še bistveno lepše poje. Ampak tudi tale ima tak rezek zvok, ki me spominja na enega najbolj simpatičnih avtomobilskih zvokov, vsaj zame. Na zvok 10-valnega motorja v nekdanjem Lexusu LFA. Takole se je drl. Tukaj ima menjalnik s programiranih 10 prestav, med katerimi se pomika bliskovito, v nobenem primeru pa se mi LC ne zdi posebej hiter. Pa ima 350 konjičkov in do stotice potrebuje samo dobrih 5 sekund. Ampak očitno tako dobro skriva hitrost in tudi potisk v hrbet nikoli ni brutalen, zato bi zlahka imel še bistveno več moči. Tudi za vožnjo na počez ni dober, v bistvu je precej udoben za svojo velikost in za 21-palčna platišča, ki so del opreme First Edition. Tole je avtomobilski pornič. A jaz to sploh lahko rečem vdaji? No, če si katera notranjost zasluži ta naziv, potem je tole avtomobilski pornič. Samo poglejte jo. Tudi ta barvna kombinacija je hudo drzna in sam skoraj dvomim, da bi jo upal izbrati. Ok, bela in oranžna že. Tale vijolična ni ravno po mojem okusu. Tudi nasploh je sama oblika zelo atraktivna, te linije so res ostre, zaslon je lepo integriran in zelo pregleden, materiali pa so fajn. Tole bi kar božal in božal. Skoraj perfektno. Evo, mene moti samo tale kvazi miška, na katero je Lexus čisto preveč navezan in kakšno stikalo me spominja na njihovo manj zvenečo znamko. Če sodeč po obliki menite, da je tole konkurent kakšnemu Ferrariju ali pa nabritemu Porscheju, se motite. Drzna oblika skriva avtomobil z bolj malo dinamičnimi apetiti, v hitrih zavojih se sploh ne počuti dobro, nikakor tako kot prej omenjena dva in tudi občutek na volanu je zgolj povprečen. Je pa po drugi strani ta avtomobil izjemno nenaporen, tudi če se boste peljali 500 km daleč. Še dobro, ker vas bodo vsi bulili in je pomembno, da stopite iz avtomobila spočiti in pač v stilu. Obleka naredi človeka, oziroma v tem primeru avto, ali kako že pravijo. A moram res še enkrat povedati, da je hud? Najbrž ne, saj slika pove več kot 1000 besed. Lahko pa povem, da namesto hibrida raje vzemite V8. Nisem ga še peljal, ampak baje rohni in je pač bolj pravi za tole drzno obliko. Razen če je tiha vožnja tisto, kar razrajca. Navdušuje. Pardon.